Kje ste, youtuberi, kvaj zdaj? Evo ga, jutro je sobota, ura je 8:30. Danes bom nekaj posebnega naredil in sicer grem k enemu modelu v Kamnik, ki se ukvarja z skejti. Jaz ne vem, če vi veste, ampak jaz sem odrastel v Trnovem tam v 80-ih, 90-ih in takrat so bili ful popularni skejti in kotalke in takrat vem, da si bil ful super duper, če si imel Santa Cruz skate. No, ta model, kličejo ga Murksli, dela custom skate in enkrat je rekel, dedino, prid, da ti jaz en skate naredim. Pa sem se odločil, da to vse skupaj posnamem. Tukaj je ta majster, Žijo, kot je ime? Žiga. Žiga, s čem se ukvarjaš? Delam rolke. Gremo not pogledat, kako on to dela. In upadamo v mizarsko delavnico, se pravi, to je tvoja mizarska delavnica. Ne se brusi pa šmehla pa reže. Ajde, gremo zdaj pogledat še v drugi prostor. Tukaj imaš pa kaj? Pleša, kalupi. Koliko kalupov pa imaš do zdaj? 3. Ko imaš pa tlele tukaj? To je že narejen, ali kaj je Ja, to? ti so že narejeni. To sem zdaj na zadnje delo, sem probal list drevesa gor dati. Kaj bova zdaj prvo naredila? Ti boš zame naredil en skate, si rekel. Ja, jaz bom najprej lepilo odtočil eno drugo posodo, malo namešala, pol bomo pa v bistvu zbrala les pa... Zdaj boš pokazal nam ta en postopek od začetka do konca, približno, no. Približno. Aj prav. Okay. Zdaj tukaj na desni strani sem opazil, da imaš nekaj razstavljen. Vidim leto 2009, 2010, 2011. Kaj to predstavlja? Take prelomne točke, ko so bile. Ti se ukvarjaš s tem že, Ja, več kot 10 let. se pravi, to predstavlja tvoje izdelke, ali kako? To je moj prvi tek, ko sem ga naredil. To je bil en kalup. Okej. Narejen samo kogaven. Tle sem pa že začel malo tele delati. Si že... Sem Okej. se učil zraven postopku, kako to delati. Potem tle sem že naredil kao, da ima nos pa tel kot skate. Okej. Potem sem malo eksperimentiral, kako postati malo drugačen. Sem začel rekel furnir lomb na roke, pa to korenine noter. Potem je bilo pa tam 2013, ko me je tako, ene par dobrih projektov je bilo kar fajn zaslužka tisto leto. Sem si pa lahko preme kupil. Potem pa se je malo začel, pa sem pa hotel v bistvu tako 2015 sem se ful osredotočil na skate, tako 2 leti sem samo o tem razmišljal, pa kalupe delal. Ok, recimo zdaj nekdo hoče kupiti skate pri tebi. Ja. Navaden skate. Koliko stane? Načeloma vse dele so tako od 100 € do 200 € za dek. Brez koleščka. Ja, koleščka so pa še tam 120 do tudi 300. Glej, da ne bova preveč govorila, gre se kar lota, da mi pa pokažeš, kako to izgleda, ta izdelava. Tole je preša, ne? Ja, to je Berta. Berta je ena fajn, ogromna ženska. In ta debela Berta stiska, oziroma... Kalup stiska furnir, ko je zagret na določeno temperaturo in pol stisne skup, se počaka določen čas, se razkalupi in dobiš ven odtisne. Zdaj tukaj dol vidim več vrst skateov. To je v bistvu tak, jaz mu rečem mikrokruzer. Klasika skate, popsicle shape, ta old school skate. Ti mu še rečiš longboard, ne? Ta je pa ful daljši, če imaš navaden skate. Ne. Ok. Tako, mislim, sej, ni ful daljši, ampak Ja, je, tukaj kar. pride kolesa, je ful bolj narazen, ne. Ok, in zadnji tam? Pentel cruiser se mu reče. Pentel Cruiser. Ok. Ok, kaj boš ti meni sploh naredil? Ja, zdaj glede na to, da si bolj upokojen skater, bomo naredili nekaj še tak fur. Kaj boš zame naredil, da vidimo? To je v bistvu ena taka verzija, ko ni ne skate, pa ne tako nek longboard, ampak je nekaj vmes, da se lahko malo pofuraš kamorkoli češ pa da leti. Načeloma se tako reče uradno fishtail. Jaz predlagam, da midva greva kar počas, ne vem, prvi postopek, da nam malo pokažeš. Ok, zdaj kaj bova zdaj midva naredila? Klubo vendala sem, to je ful težko, stari. Ja. Zdaj neki papir daješ gor. To je drugače, da se ne zleti lepilo z kalupom pa vse skupaj. Mi pa bomo zdaj v bistvu zbrala laminacijo furnirja, bomo pa zagrela kalup, dala furnir not, stisnila. Gret se mora vse ene 3 do 4 ure, ne. Fajn je, če 24 ur v kalupu. In pol dobiš v bistvu izdelek tam, ki ga imamo. In ti se treba v redu posušiti, tako kak teden traja, pol pa lahko naprej delaš. Kaj to sploh je? Odtis oziroma tako odlitek od kalupa. Zdaj ti imaš več različnih vrst lesa. To je v bistvu orehov furnir rezan, dekorativne namene. Ok, to je za dekoracija. Tak furnir, ne. To je samo za dekoracijo. Kaj pa tisto jedro? V bistvu snežniški javor je. Koliko plasti pa daš to? Delam to 7, klasika. Imam različne debeline furnirov in To. Ja, mi bomo vzela v bistvu 3 plasti, te podobne, zdaj malo tanjši, pa rabimo še 2 prečni plasti. Zdaj bomo dala ful podolžen, to ti to tenzijo drži. Prečne more biti pa zato, da vse skupaj tako veže, če ne bi se tako prelomila po dolgem. Evo, točno to. Ok. Bomo dala eno tanko to, bomo dala pa tole 1,6 debelo, pol bomo dala eno prečno, eno debelo, eno prečno, Sprav, sandvič.
eno debelo, pa spet pa tenko, ne. Do tega pa pride še čisto tenko plastoreka. Zdaj bo sam to odredil, da bom lahko v kalup dal normalno, Okej. pol pripravil. Koliko to barov zdaj tukaj? Ja, tle gre približno 17 ton na en cilinder. Kalup za koliko skejtov? 70 jih da ven, ne, če ga dobro narediš. Zdaj, ki je meni v glavo priletel. In kva zdaj? Zdaj ga bomo skuhala mi pa. Hudo, se pravi, to je en tak velik pekač. Tako ti jaz sendviče pečem. Toaster. Zdaj bomo nastavljati tle na tam okrog 60. In to je dejansko to, kar sem za danes naredila. Ja, v bistvu zdaj sem to skuhala, Koliko časa se to peče? da mene 2-3 ure. In koliko časa je not? En dan. Berta prdne, veš. To je zdaj tako zgleda pač surov se. Evo, zdaj iščem pikice, ko še je pustil kalup, da vem, kje je pač sredina dile. Ok, zdaj sem luknje naredila. Kaj imaš pa zdaj to? Bomo pa zdaj šablonco za tvojo obliko. Zdaj smo šablono na ta odtis, zdaj ga bomo na grobo odrezali. Ok, zdaj smo pobrusla. Zdaj ima pa še zadnji, se pravi zadnjo stvar, ki jo bo danes naredila in to je. Temeljni premaz. Pa prej bomo gledali, kako pride van lep. Drugače, ful mi je všeč, da imaš te skete gor, pa ta huda komoda, tukaj lahko televizijo daš pa to, ne? To sam naredil. Ja. Ja, zdaj bomo dali pač temeljni lak, ne, ampak pol, ko so posušil, ko naslednji dan, ne, Ja. bomo dali nalepko tle. In pa bomo v bistvu čez se naredi ena plast epoksi s kromokorundom, to pomeni, da pač se čez premaže in se naredi sloj, Ok. ki je v bistvu transparenten grip. In kolikrat ponoviš vse to skupaj? 3 do 4 kratno. Ok, midva sva za danes to naredila. Zdaj dejansko je postopek, da treba lakirati pa sušiti. Tu treba ponoviti ne 3-krat. Da ne bi on zdaj prihajal sem v Kamnik 3-krat, bo on to vzel domov, pa bo na šihtu prelakiral vse, pa prišel do mene, kjer bo še koleške zmontirala in se odfurala dejansko. Zdaj smo tokrat doma, Murksli je v letu, končna faza sestavljanja. Stvari imava, dila je narejena, koleške smo dobili in mi bomo šli kar to pokazati. Prvo, kar bomo šli tukaj je, oziroma se bi rad zahvalil, Shark Wheels, to je firma Shark Wheel EU, ki uvaža neposebne koleške. A ste vi kdaj videli take koleške? Ful sem hvaležen Sharku, da so mi poslali te koleščke, da jih bo dejansko jaz dal na svoj skate. Tukaj pa imamo akse, ki jih je Murskli prinesel, pa imamo ene podložke, ki pridejo pod akse, zato ker so to velika kolesa, pa imamo tukaj en ležaj, šrafi in dila, ki jo je Murskli delal samo zame. Murskli, hvala, ki si prišel. Ni panik. Kaj bo zdaj počela? Ja, zdaj bomo najprej dala ležaj kolesa na akse na dilu. Si kdaj videl take koleške? V bistvu zdaj jih tako prvič, mislim, videl sem jih, opazil sem jih, nisem
nisem jih pa nikoli tako, da bi jih šel furat. A kaj veš, zakaj so take kolečke? Kakor sem se zanimal, imajo to profiliran zaradi tega, da te kamenčke pa po mokrem, da to izpodrivajo. Ko res sem se enkrat na dirt track spustil z navadnimi kolečki. Ja, več, ko je bilo spet, da začeli kar tako plavati, ne. To bi znali pač mogoče rešiti problem, mogoče bilo treba iti probati s temi. Ško sem še jaz bral, da BE ful pomaga proti rock stopu, to je ono, ki pelješ in kaj kamenček, ki te ustavi in zletiš. Pa da BE boljš zavija. To bomo videla. Danes si drž, ampak mi, da ko bo sestavljala, bo šla en krog. Ok, nič, greva kar sestavljati. Zdaj bomo dala najprej pač ležaje v kolesa. Se pravi, daš ležaje, 2 ležaja na en kolo. Se pravi, to daš noter, aha. Ja, zdaj tako malo more klikant. Pol pa imamo na aksah ene te male podložke, to ni za stran zmetati, ene to radi stran mečejo. Kakšne si mi ležaje vzel, kaj? Ležaje sem ti vzel obične. Obične ležaje. Slišiš to? Zdaj treba pa tako samo še na pol zavajati. Glih to, da se ga znebiš. Evo, ampak tako, da še zmeni tako. Da se rola. Zdaj bomo dali pa akse na delo z temi šraufi. Lep skate, sploh ta tvoj vzorc spodaj. Hvala lepa, lep. Res prav lep, sploh zdaj, kaj polakiram pa to ono. Pa zdaj dobiva to končno sliko, ker imel bom custom Murski Ledinoti skate. Z Shark Wheels, sploh Shark Wheels mi jih je doniral, hvala vam. Drugač, vidim na tebe eno majico. Rude Gentleman Ride, hvala ti, da si naju spoznal dejansko. On je krivec, da midva sva tukaj skupa, ne. Evo ga, Rude Gentleman, tako da čekam te še njega na Instagramu. Aha, čuješ to, ne? Ja. To mora tako malo 5. 5 mora. Ja, zdaj pa v bistvu jaz imam full kill, ne? Ja. Zdaj pa treba tako tež prilagoditi, ne? Meni. Ja. To se prilagaja? Seveda, bolj zategneš trši zavija, ne? Jaz kar predlagam, da mi nagreva, da ti to nam pokažeš, kako to gre. Prvi vtis. Srečen sem bil, ko sem na pesek zapeljal. In? Ja, kar ni nič kaj preveč se upiral, ne? Kar šel je lepo. Kaj dela človek, se šubal? Aj 360 flip. Kaj pa praviš? Ja, bo. Bo. Pomagam, da ti bo to super. Zdaj pa jaz tole malo testiral. Prav si rekel kole tukaj, ja? Ja, pa ne preveč nazaj. In da smo tako delali. In da smo tako delali. Čitno bom rabil nekaj časa, da pridem sebe. To je to. Malo dež pada, ampak telovadba. Ej, Murksli, kaj naj reči? Naredila sva test, ful ti hvala, da si se odzval. Res, svaka ti čast, da si mi naredil skate. Ljudje, dajte ga na Instagram Murkslija. Če rabite orang skate, njega kontaktirajte. Fajn se imej pa youtuberji, pa spremljite denote. Ajde.